Dan župan. Lepo pozdravljene, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa tudi gledalke in gledalci, torej tisti, ki nas spremljate prek družbenih omrežij Radia Robin. Ja, zimski torki so že tradicionalno namenjeni pogovorom z župani, tako da v našem studiu že lepo pozdravljam župana občine Šempeter Vrtojba, Milana Turka. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Ja, tudi z moje strani lep pozdrav vsem poslušalcem, gledalcem in seveda vam v studiu. Če so moji podatki točni, se je pred dobrim mesecem začelo že 14. leto, odkar ste na čelu občine Šempeter Vrtojba. Čas kar hitro teče, ne? Ja, teče, je nekaj. En mesec več je sicer, no, ampak dobro. V kakšni kondiciji pa je... Oziroma celo dva več. Se pravi, začetek novembra 2010 sem jaz postal župan. V kakšni kondiciji pa je občina pričakala sedaj leto 2024? Torej, občina je v dobri kondiciji, odvisno zdaj sicer z kakšnega vidika gledamo, tako kot vsi v državi se soočamo s takimi in drugačnimi težavami, naravnimi nesrečami in posledicami vsega tega, tudi zmanjševanja sredstev, ki pač nam bojo na voljo, ampak vsemu pa smo v relativno dobri kondiciji. Gospodarsko stanje, kot sem ga zdaj v zadnjem času preverjal, z nekaterih vidikov še ni bilo tako dobro, se pravi glede zaposlenosti, glede števila delovnih mest, tudi glede prometa gospodarskih družb, se pravi prihodkov. Vse ostalo je bolj ali manj povezano s tem, delimo pa pač tako kot vsi ostali usodo te države, taka kot pač je. Če se malce ozreva za nazaj, je bilo morda, oziroma bil morda eden izmed pomembnejših mejnikov lanskega leta v občini sprejem občinskega prostorskega načrta. Kako je bilo to pomembno za občino? Ja, sprva se je to zdela trivialna zadeva. Vlekla se je veliko let zaradi tega, ker je veliko deležnikov, ki pri tem sodelujejo, so pač nosilci urejanja prostora in tako naprej. Nismo imeli kakšnih bistvenih sprememb namenske rabe, zato smo pričakovali, da se bo to vendarle bolj hitro odvilo. No, na koncu se je pa zapletlo z eno konkretno zadevo, in sicer z spreminjanjem namenske rabe za ureditev zbirnega centra, in zaradi tega se je zadeva še eno dodatno leto vlekla, po moji presoji čisto nepotrebno. No, danes imamo to nekako urejeno in tako občina kot tudi vsi ostali, ki so želeli svoje investicije z svojimi investicijami nadaljevati, lahko to pač zdaj naredijo. Koliko pa je, oziroma je bilo subjektov, ki so čakali na neko širitev, gradnjo? Tega je relativno veliko, na občini niti ne vemo za vse, ki si pač nečesa želijo oziroma pričakujejo, ampak gotovo je bilo gospodarskih družb med 10 in 20, ki so bili konkretno zainteresirani, da se akti spremenijo, gospodinjstva ali pa fizičnih oseb, ki so želeli tudi s kakšno stanovanjsko gradnjo, je pa tudi podobna številka. Kako pa je sedaj s podrobnim prostorskim načrtom? Podrobnih prostorskih načrtov je več, tudi tukaj je vedno odvisno od pripravljenosti in volje investitorjev, poteka torej sprejemanje, postopek za sprejem podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Lada. Ravno tako poteka postopek za spremembo podrobnega prostorskega načrta na Lavžniku. Pripravljamo se na začetek postopka za sprejem podrobnega prostorskega načrta poslovne cone Polje in najverjetneje se bomo odločili tudi za prenovo podrobnega prostorskega načrta poslovne cone ob hitri cesti v Vrtojbi, tako da tega imamo kar veliko. Mislim, da je bila celo prva novica v etru Radia Robin v letošnjem letu, da ureditev ekonomsko-poslovne cone Polje v Šempetru je dobila zeleno luč. Sem spada ureditev dostopne ceste, komunalne opreme, ozelenitve, polnilnice za električne avtomobile, postajališče za kolesa, še bi lahko naštevali. Pogodbena vrednost znaša okoli 700 000 evrov, investicija sofinancirana iz sklada za okrevanje in odpornost. Kako pomemben je ta projekt za občino in za samo gospodarstvo? Torej, v občini Šempeter Vrtojba je gospodarstvo relativno dobro razvito, predvsem industrija, tudi storitvene dejavnosti, kot so transport, logistika, pa tudi trgovina. No, imamo tudi regijsko bolnišnico, ki je tudi velik zaposlovalec.
In občina je pač na nek način dolžna skrbeti za to, da ima to gospodarstvo ustrezno infrastrukturo, ki mu pravzaprav omogoča nek normalen razvoj in delovanje. Če lahko še enkrat povem, v občini Šempeter-Vrtojba imamo več kot 2-krat toliko delovnih mest, kot imamo delovno aktivnega prebivalstva. Se pravi, delovnih mest je nad 5000, delovno aktivnega prebivalstva brez kmetov pa okoli 2500, kar pomeni, da k nam ljudje vsakodnevno prihajajo in ta migracija je kar znatna. Zdaj, v poslovni coni Polje se je v zadnjem času spremenilo lastništvo. Hit je prodal svoje objekte nekaterim drugim investitorjem in ti bi želeli prostor drugače urediti, za kar je potrebno sprejeti nov podrobni prostorski načrt. Poleg tega pa tudi načrtovati novo infrastrukturo, ki bo bolj po meri teh investitorjev. Ena izmed stvari je tudi ureditev te dostopne ceste, v kateri bo tudi kanalizacija, vodovod in nekatere druge pač infrastrukturne zadeve, bo pa potrebno tudi še znotraj te poslovne cone dograjevati infrastrukturo. Je v načrtu podobna ureditev še kakšne poslovne industrijske cone, kakorkoli, ker kot ste dejali, je občina kar lepo industrijsko obarvana? Takih poslovnih con imamo še nekaj, prostora je še nekaj v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi, poleg tega imamo pa še popolnoma neizkoriščeno poslovno cono na jugu Vrtojbe, v nekdanji gramoznici Primorja, se pravi poslovna cona Brežina je v celoti neizkoriščena in tudi tam imamo že sprejete prostorske načrte, vendar gotovo, če pride nek investitor, jih bo potrebno spreminjati oziroma prilagoditi njegovim željam. Kako ste sicer zadovoljni z razvojem podjetništva v občini? Podjetniki prihajajo, odhajajo, imamo tudi Primorski tehnološki park, ki skrbi za nekakšno podjetništvo mladih. Torej, podjetništvo je živa stvar. Podjetja se spreminjajo, preoblikujejo, tudi spreminjajo svoje sedeže, glede na to, s čim se pač ukvarjajo in kjer imajo pač morda na nek krajši ali srednji rok boljše pogoje. Jaz stalno spremljam statistiko Statističnega urada Republike Slovenije. Glede na leto 2008, ko je bilo zadnje dobro leto pred krizo 2009, imamo v občini Šempeter-Vrtojba na število prebivalcev rast delovnih mest za 20%, kar je relativno velika rast za primerljive občine, ki imajo tudi, bom rekel, tako število delovnih mest zelo veliko. Če imaš malo delovnih mest, že z nekaj povečanjem dosežeš lahko tudi večji procent, ampak pri nas to v resnici veliko pomeni. Poleg tega je tudi število podjetij naraslo za približno tak procent in tudi njihovi prihodki naraščajo v primerjavi z ostalo Slovenijo kar lepo, no, bi se izrazil. Zdaj, kot pravim, potrebno je zagotavljati pogoje, nekateri pogoji so še, je pa tudi težko reči, da je smiselno na vso silo ali pa z nekimi, ne vem kakšnimi ukrepi privabljati podjetja, ki morda včasih tudi nekoliko špekulirajo. Videli smo tudi primere po Sloveniji, recimo z Magno in podobno, sicer je šlo za državne pomoči, država morda tudi ima sredstva za take pomoči, občine pa gotovo ne v taki meri. Kako pa je s komisijo, ki naj bi bila zadolžena za najdbo ustrezne nadomestne lokacije za zbirni center mešanih in komunalnih odpadkov? Trenutno se nahaja na nekdanjem mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba. 21. aprila lani smo namreč na Robinu poročali, da naj bi bila ustanovljena. Se je sploh sestala? Kako je z njenim delovanjem? No, komisija se je sestala, je tudi pač začela z delovanjem. Če bi bilo drugo nadomestno lokacijo enostavno najti, bi jo tudi že sama občinska uprava našla gotovo. Ta lokacija je primerna z zelo veliko vidikov. Treba se je zavedati, da zbirni centri, posebno tako kot je naš, oziroma ti nujni začasni ukrepi, ki jih zdaj tam pač imamo, zato da tak zbirni center obratuje, niso
take deponije odpadkov, kot smo jih bili navajeni pred desetletji. Odpadki se danes drugače sortirajo, drugače predhodno skladiščijo, nekateri se niti ne raztovarjajo s tovornih vozil, recimo biorazgradljivi kuhinjski se ne raztovarjajo, tako da ne prihaja do nekega nepotrebnega obremenjevanja okolja s smradom. In niso sicer cvetlična greda, to tudi vemo, so pa zbirni centri potrebni, ljudje jih potrebujejo, da se pač svojih odpadkov na nek način lahko skladno z predpisanimi postopki rešijo, in to gospodarsko javno službo je dolžna občina zagotoviti. Mi jo zagotavljamo, sem prepričan, relativno učinkovito in tudi na zelo visokem nivoju, kar se tiče in dosegljivosti uporabnikom, pa tudi cen. Bliža se pustno rajanje, šempetrski pust se sedaj že kar nekaj let povezuje tudi s sovodenskim. Kaj lahko pričakujemo na trgu Ivana Roba? Torej, če bo lepo vreme, gotovo, da ne bo mraz. Če pa ne bo pač hudega dežja, bo velika prireditev, tako kot že zadnjih nekaj let. Šempetrski pust se je v 15 letih, mogoče kakšno manj, ker je nekaj bilo na začetku tudi prekinitev, zelo dobro prijel. Strategija občine je bila, da mogoče malo manj energije vložimo v samo novoletno zabavo, ker je tudi v bližnji Novi Gorici navadno precej večja in bolj razkošna in tudi nas Šempetrce in Vrtojbence bolj vabi in vleče v Novo Gorico v tistem času. Smo se pa odločili, da več energije in tudi sredstev vložimo v pustovanje, ki je bilo v Šempetru tradicionalno tudi že prej, in smo pač to tradicijo obnovili. V zadnjih letih se z organizacijo ukvarja naš javni zavod KŠTM, ki je tudi pri tem zelo uspešen. Uspe tudi privabiti torej maske, vozove in tudi skupine iz bližnje okolice, tudi čezmejno. Sodelovanje z sosednjimi sovodnjami pa je naravno, ker oni imajo navado to opraviti v nedeljo, glavno povorko, mi pa v soboto, in tako da je sinergija prava. Je kar nekaj, bomo dejali, mednarodnega sodelovanja v občini, Je še pohod z baklami, zdaj pred dobrima 2 tednoma zanimiva nogometna tekma med Vrtojbenci in Medejci, ki so pobrateni občini Šempeter-Vrtojba. Dajete temu na občini torej veliko poudarka? Torej, dajemo resen poudarek, moram pa reči, da za to ne porabimo zelo veliko sredstev. Tudi ne veliko časa, nažalost bi bilo prav, da bi ga porabili več, vendar pa smo vpeti v delo in obveznosti je vedno veliko, tako da ne glede na to, da smo pobrateni kar z 2 občinama tukaj v sosednji Furlaniji, torej Romans, Dizonco in Medeja, ki sta le 15 minut oddaljeni, se z njimi nekajkrat na leto srečamo, lahko bi še več sodelovali, seveda pa imamo sodelovanje tudi s sosednjimi občinami, bodisi s Sovodnjami, bodisi z občino Gorica, bodisi tudi še kakšno drugo bližnjo, recimo Doberdob, tudi Števerjan. In pa pobrateni smo tudi za občino torej na avstrijskem Koroškem, Hodiše, Kojčakam, Zepo, Nemško. Namen pa se imamo v letošnjem letu še pobratiti oziroma podpisati listino o pobratenju z prijateljsko občino iz Francije, Castel-Corlier, to je manjša občina v dolini reke Garone, to bomo verjetno naredili za 1. maj. Sicer pa, če se vrneva na kulturno področje, kar precej sredstev je občina tako letos kot prehodne leto rezervirala za obnovo kulturne dvorane v Šempetru. Kako je s časovnico pri tem velikem projektu? Ja, kot vse časovnice pri manjših in pri večjih projektih se navadno premika naprej, nikoli ne nazaj, vedno zmanjkuje časa. Tudi tukaj gotovo ne bomo uspeli vseh rokov, ki smo si jih na začetku zadali, in je tudi prav, da so bili ambiciozno zastavljeni, doseči, vendar pa imamo trden namen, da pridemo do prenovljene kulturne dvorane. Istočasno bomo uredili tudi prostore za zdravstveni dom. Računam, da bomo v kratkem pridobili potrebno gradbeno dovoljenje. Tudi, da pridemo do gradbenega dovoljenja, ni tako enostavno. Gre za sedajšnje
2 ali celo 3 objekte, ki jih moramo urediti z novim gradbenim dovoljenjem v eno celoto, faznost tudi pridobivanja uporabnega dovoljenja zagotoviti, da ne bo kasneje prišlo do težav, in upam, da bomo pri tem uspešni. Potem bo še nekaj dela z investicijsko dokumentacijo, pripravo javnega razpisa in tako naprej, in gradnja bi se morda lahko začela v letu 2025. Težko rečem, da bi v 2025 prišlo tudi do končanja in svečane otvoritve, ampak ne glede na to, prenovljena dvorana bo v prostoru ostala tudi kot spomin na Evropsko prestolnico kulture, ki bo pač v naslednjem letu naše regijsko središče Nova Gorica. Bomo pa nekaj sredstev vložili tudi v boljše kulturne programe v naslednjem letu, kar se mi zdi tudi smiselno in prav. S 1. januarjem je namakalni razvod Vogršček od države v last prevzelo 5 občin na Goriškem, med katerim je tudi občina Šempeter-Vrtojba, katere župana Milana Turka še vedno lepo pozdravljam v svoji družbi. Torej je sistem sedaj tudi v vaši lasti, kaj občine čaka sedaj? Torej, občine smo sistem s 1.1. prevzele, čaka nas sicer še fizični prevzem s podpisom zapisnika, prevzemom ključev nekaterih objektov in podobne stvari. In potem tudi oddaja sistema v najem izvajalcev gospodarske javne službe, upravljanja, vzdrževanja pač tega namakalnega sistema. To so za goriške občine, torej vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., za ajdovsko občino pa komunalno-stanovanjska družba iz Ajdovščine. In potem bo pač potrebno zagotoviti obratovanje, verjetno že v zgodnji pomladi zaradi oroševanja in tudi kasneje. Se pravi, izvajalec bo izvajal tekoče vzdrževanje, potrebno se bo organizirati, odpravljal bo tudi napake, potrebno bo zagotavljati sredstva. Za enkrat za uporabnike se ne spreminja nič, glede niti ne stroškov, niti načina plačevanja, kolikor smo seznanjeni, bo pa gotovo še veliko dela tako na področju organizacije, kot tudi prenove in urejanja celotnega sistema. Gre za velik sistem. Mi intenzivno delamo na tem, tudi sam, kot pač župan občine, ki je prevzela koordinacijo v projektu prenove, se intenzivno na dnevni ravni ukvarjam s tem, morda ne prav vsak dan, ampak vsaj nekaj dni v tednu pa tudi potekajo sestanki in verjamem, da bo tako kar še nekaj časa. Pojdimo naprej. Kot ste omenili že v prejšnjem delu, veliko sredstev v proračunu rezerviranih za nove prostore zdravstvenega doma, torej gre za prostore nekdanjega hotela Šampier. Sredstva pa so rezervirana tudi za obnovo nekaterih cest, kanalizacije. Kje natančno? Dela bi se morala že začeti, je sicer tudi kar zahtevno z vidika administracije in vsega v sosednji občini Gorica, se pravi, tik ob meji na Žnidarčičevi ulici bomo uredili okoli 300-400 metrov kanalizacije in vodovoda. Dela so tudi se začela v poslovni coni Polje, kot je bilo že omenjeno, tam se bo zgradila dostopna cesta s kanalizacijo, vodovodom in ostalo infrastrukturo. Predvideno je pa tudi še nekaj manjših investicij. Projektiramo kanalizacijo in prenovo vodovoda tako v ulici na Hribu oziroma na nekaterih odsekih ulice na Hribu, Ošlje, v Bazari, se pravi na cesti Goriške fronte in Kempršče, pa tudi na enem koščku v ulici Podmark. Torej, še da ne pozabim, tudi za ulico Laze poteka projektiranje oziroma priprava dokumentacije za celovito prenovo kanalizacijskega in vodovodnega sistema. Nekatere zadeve bomo morda že v letošnjem letu tudi začeli izvajati, ni pa nujno, da vse odvisno od tega, kako hitro bomo prišli do dokumentacije in vsega ostalega. Omenili ste tudi Bazaro, če se vrneva za kratek trenutek tja, prišlo je prvo vprašanje tudi poslušalcev. Kaj se dogaja z obvoznico proti Volčji Dragi in kako bo potekala trasa, ker baje prebivalci nimajo dostopa do avtobusne postaje? Torej, to naložbo vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Gre za predvideno državno cesto, ki delovno rečemo obvoznica Bazara. Z njo bi se izognili kar 3 križanjem z železnico, torej 2 izvennivojskima in 1 nivojskim.
Sicer eno je v naši občini, 200 pa v sosednji občini Renče Vogrsko. Občina sodeluje pri tej naložbi, trasa je predvidena po sedajšnji občinski javni poti, ki poteka vzporedno z železnico. Zdajšnja državna cesta skozi Bazaro proti Volčji Dragi bi postala občinska cesta, v delu pač občine Šempeter Vrtojba naša, v sosednji občini pa tudi občinska cesta. Kolesarski promet bi se najbrž preusmeril na to cesto, da pa bi pod tem podvozom, ki ste ga omenili, ki je nevaren tudi za prehod pešcev na drugi strani železnice, lahko varno vključevali vse udeležence v prometu, tako kolesarje kot pešce, bo potrebno preučiti, na kakšen način se bo to uredilo. Najverjetneje bo potrebno urediti krožišče, ni pa še o tem dokončno odločeno. Še eno vprašanje poslušalcev, in sicer v občini imamo športni park, pred kratkim se je uredila preplastitev koloparka. Morda še kaj novega v bližnji prihodnosti, kakšna širitev? Torej, na drugi strani ceste, ki pelje v Novo Gorico, se je uredilo tudi nekakšen zeliščni vrt oziroma park, kjer so notri posajena tudi zelišča. Na tem območju bomo uredili v kratkem tudi zaprto oziroma ograjeno območje za pse, tako da bo mogoče spustiti tudi pse. Gre za površino okoli 600 kvadratnih metrov. Sicer pa v letošnjem letu niso, razen morda razsvetljave na tem koloparku, niso predvidene neka večja vlaganja v športnem parku. Veliko smo že v preteklih letih vlagali. Gotovo pa, da se bo z urejanjem nadaljevalo, odvisno je tudi od želja uporabnikov in tudi pač nekih tekočih stroškov, ki potem bremenijo občinski proračun. Krožišče pri Lesnini in Mmaksu, sicer državna investicija, izvajalec vam je zagotovil, da naj bi bilo vse skupaj zaključeno še do konca preteklega leta. Sedaj se zdi, da se investicija nekako nikamor ne premakne, morda vas je obvestil o kakšni novi? Torej, investicijo vodi država, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Rok, ki je bil določen izvajalcu, je bil že v samem začetku zelo, zelo dolg. Zelo verjetno so bila razlog sredstva, ki jih ni nikoli dovolj. Mi smo vseeno bili zadovoljni in srečni, da se je v to investicijo šlo, ker ni samo po sebi umevno, da se država za take investicije odloča. Gotovo bo dokončana, mislim, da jo bojo dokončali v nekaj mesecih. Upam pa, da ne bo še kakšnih poplav ali pa podobnih naravnih nesreč, kamor so pač ti delavci tudi bili poslani. Vmes, zato je država rok tudi izvajalcu z konca lanskega leta podaljšala, ne vem točno do kdaj, ampak del gotovo ni več kot za nekaj mesecev. Dobro, zdaj, če bi bila zima zelo deževna, bi ne mogli delati, ampak mislim, da lahko delajo vsak dan do zdaj tam. Tako da upam, da bo čim prej. Poslušalec nam je naslovil vprašanje, zanima ga, ali bo občina v bližini seveda tega krožišča pri Lesnini, v bližnji poslovni coni znižala komunalni prispevek, da bi se tudi v občini kaj več začelo graditi, in kot zgled postavlja občino Ajdovščina, kjer gradijo tudi goriška podjetja. No, kot sem že povedal, v naši občini je gradenj relativno veliko, predvsem pa imamo relativno veliko rast števila delovnih mest. Želimo si tudi novih gradenj, vendar pa se je potrebno zavedati, da občina za gradnjo potrebne infrastrukture potrebuje sredstva. Če jih ne zberemo s komunalnim prispevkom, bi jih morali zbrati na kakšen drugačen način. Drugih virov občina nima, pač so nam nedosegljiva, razen tistih, ki so nam dosegljiva preko državnih razpisov ali v prejšnji perspektivi, finančni perspektivi je bilo mogoče tudi kandidirati preko dogovora za razvoj regij. Na to se bomo prijavljali in če bomo uspešni, bomo lahko znižali tudi komunalni prispevek, ker se ta sredstva v same stroške infrastrukture ne smejo vštevati. Je pa res, da bomo poskušali tudi gradnjo infrastrukture optimizirati oziroma racionalizirati glede na nove potrebe novih investitorjev.
Še eno vprašanje poslušalcev. Že nekaj časa je znano, da bo v Šempetru prišlo do izgradnje novega železniškega postajališča v bližini bolnišnice oziroma športnega parka. Prav tako naj bi se zgradil nov povezovalni lok ter nadgradnja postaje v Vrtojbi. Kdaj se bo vse to začelo uresničevati, v kakšni fazi je omenjeni projekt ter kakšen je morda odziv občine na povečan tovorni promet na vrtojbenski postaji, ki bo prevzela del tovornih vlakov iz Novogoriške, ki bo po prenovi namenjena samo potniškemu prometu? Torej, občina sodeluje v postopku oziroma v procesu projektiranja, ki ga je država naročila. Tudi tukaj se zadeve zatikajo. Jaz verjamem, da so težave tudi za sredstvi za investicije na državnem nivoju. Ministrstvo za infrastrukturo ima glede tega, da se je zgodila kar huda naravna nesreča, najverjetneje zelo velike težave pravilno usmerjati sredstva za investicije. Verjamem pa, da se bo projektiranje tudi dokončalo. Premik šempetrskega postajališča ni velika naložba in verjamem, da bo lahko relativno kmalu narejena. Vrtojbenska postaja se bo prenovila, vendar pa ne pričakujemo večjega tovornega prometa oziroma lahko zelo majhno povečanje, predvsem pa se bo zmanjšalo število vlakov, ker z lokom, ki bo zgrajen, ne bo potrebno, da bo vlak šel obračati iz Gorice v Novo Gorico in se vračal proti Volčji Dragi, pač bo zapeljal iz Gorice direktno proti Sežani, kar pomeni pol vlakov manj. Poslušalec nam je poslal eno dolgo vprašanje, ki ga bomo razdelili na dva dela. Cestna odseka med glavno cesto in Primorskim tehnološkim parkom sta pogosto, še posebno preko noči, zasedena s parkiranimi tovornjaki, čeprav tam je parkiranje prepovedano. Tovornjaki parkirajo tako, da neposredno ogrožajo promet in parkirajo izven asfaltnih površin, tako da je cesta ob dežju blatna in umazana. Občina naj bi bila po njegovih besedah s težavo seznanjena, policija prav tako, tako da boste morda pozornost namenili tudi temu? Torej, to bi moral točno vedeti, kaj je v vprašanju mišljeno. Vemo, kje so tovornjaki včasih parkirali, tudi danes še parkirajo, čeprav je s prometno signalizacijo to prepovedano. Pristojni za ukrepanje so tako občinski redarji kot tudi policija, je pa včasih to težavno vsak dan preganjati, pač morali pa bi. Zdaj, da bi bilo pa to sistematično tudi po polih zaparkirano, pa mislim, da ni. Je pa problem tudi na priključku na hitro cesto, tam pa je DARS upravljalec in naši redarji pristojnosti nimajo, tam pa lahko ukrepa samo policija. Odsek med Lesnino in Primorskim tehnološkim parkom je preko noči kljub tam stoječi javni razsvetljavi nerazsvetljen. Svetilke javne razsvetljave proti PTP-ju tako že dolgo niso svetile. Si lahko tam kmalu obetajo razsvetljavo? Kako je s tem? Tam še nedavno nazaj sploh razsvetljave ni bilo. Bila je samo ena svetilka obrnjena, prej so bile obrnjene na drugo stran. Potem smo naročili namestitev svetilk in pravilno pač obrnjene, tudi delovale so, ampak zgleda, da se je vmes nekje pač povezava na ta odsek prekinila, morda zaradi del na krožišču, morda pa tudi zaradi česa drugega. Naročili smo že ponovno vzpostavitev, nisem pa prepričan, lahko da se tudi že kaj zgodilo, ampak v kratkem bi morale svetilke ponovno svetiti. Novo vprašanje, zanimivo po zgledu novogoriške mestne občine. Lahko kmalu pričakujemo javni WC tudi v občini Šempeter Vrtojba? Ja, takega, kot so si zamislili v Novi Gorici, verjetno ne bomo naročili, ki se sam čisti in je tudi relativno drag. Imamo pa namen postaviti nov zabojnik oziroma dva zabojnika v parku pred občino, kamor je zdaj lesena hiška, ki se uporablja v času prireditve Poletje na placu. V okviru pač tega začasnega objekta naj bi bile tudi urejene sanitarije. Sicer pa v času delovanja občine lahko, če kdo to nujno rabi, tudi uporabi občinsko stranišče.
Ni pa to zelo velik problem v Šempetru, lokali so vedno nekako na voljo, čeprav bi lepo bilo imeti tudi javna stranišča, kamor lahko gre vsak, ne da bi mu bilo treba iti v lokal. Se je pa potrebno zavedati, da te stvari niso poceni. Ne samo gradnja samih WC-jev, pač pa tudi vzdrževanje, to je treba čistiti. Niso vsi ljudje skrbni, so različni, tudi vlomi pridejo v take objekte tudi preko noči in s tem je zelo veliko skrbi potem. Zadnje vprašanje, ker nas čas že zelo preganja. Kaj si želite, da bi občina dosegla, uresničila v tem letu? Predvsem si želim, da bi bili tik pred tem, da začnemo z gradnjo oziroma s prenovo kulturne dvorane in urejanja prostorov za zdravstveni dom. Vse ostalo se mi na nek način zdi, da poteka po vsaj za silo sprejemljivem terminskem planu, ali pa se mi ne zdi tako nujno, tudi če se kaj zavleče, in temu bojo pravzaprav vsi napori občinske uprave tudi temu bojo usmerjeni. Gotovo pa bomo tudi skrbeli za to, da se namakalni sistem Vogršček ustrezno pač uredi, da bo voda zagotovo na voljo in da bo ustrezno vzdrževan, da tudi ne bo zmanjkala čez poletje. Gospod Turk, najlepša hvala, da ste se oglasili v našem studiu. Hvala tudi vam za vabilo in verjetno čez kakšno leto spet. Zagotovo. Hvala pa tudi vam, zveste poslušalke in poslušalci, in ostanite še naprej na frekvencah Radia Robin. Radio